Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in poglejte to. Danes vam moram nekaj posebnega pokazati. Poglejte to. Želim bolj blizu pokazati. To je gospa eno leto nazaj. To je bilo točno za Miklavža in to je gospa ista letos. Kaj? A si lahko predstavljate kaj takega? Par dni nazaj mi je napisala to sporočilo in sicer: pošiljam vam dve sliki. Ena je od danes za Miklavža, druga je od lani z istim Miklavžem. V glavnem, gospa je shujšala iz 135 kg na 72 kg in to je 63 kg se je stopilo. In seveda me je zanimalo, kako, ker ona je napisala, da sem prišla do tega, so mi pomagali vaši nasveti. Hvala. Kaj naj rečem? Veste, to pa je plačilo za mene. To je najboljša nagrada, ko vidiš, da nekomu res pomagaš. In seveda sem jo vprašala, kaj je delala. Rekla, mandlji, pa skuta, to je na mojem dnevnem jedilniku, pa pršut sem uvedla v svojo prehrano, videla sem, da sem podhranjena z beljakovinami, pa začela sem si govoriti pred ogledalom, rada se imam, rada se imam. Vsakič, ko je šla mimo ogledala, si je rekla, rada te imam. Tudi zvečera, veste, ko greš spat, se objameš, pa reč sama sebi, rada te imam. In sama sebi je začela govoriti, rekla, vse je v glavi. Ja, seveda tudi na krožniku, ampak začela si govoriti, dovoljujem, da se odvečni kilogrami stopijo. In to so nasveti, ki so opisani v knjigi, ko imajo hormoni žur. In dejansko iz te knjige, iz hormončkov, leta, rumeno poglavje je točno o tem, kako kombinirati hrano, da se preoblikuje telo. In tukaj so jedilniki. Jedilniki, recimo, kaj je za zajtrk. Pusti grudasti sir, 10 vloženih kumaric ali pa več, v glavnem, kakor rabiš, nekaj mandljev in lahko brez problema pijemo kavo. Potem dopoldne, recimo, nekaj arašidov, te neoluščene jejte, pa lahko zraven popijete jogurt. Potem za kosilo beljakovine, spet kombinacija, vam pokažem, kako sestaviti glavni obrok. Je pomembno, da razdelite krožnik na Mercedesov znak in da imate 1/3 krožnika kuhane zelenjave, lahko je 1/3 krožnika testenin ali pa riža ali pa kruha ali pa krompirja in 1/3 krožnika tukaj beljakovin. Pri vsakem obroku se je potrebno vprašati, kje so tukaj beljakovine. Vem, da mnogi rečejo, zdaj pa še tele praznike damo skozi, potem pa, ja, novoletne zaobljube. To se pač dogaja vsako leto in te novoletne zaobljube, glejte, jaz ne spodbujam ljudi, da začnejo delati novoletne zaobljube, pa potem pozabijo, ampak da zberejo moč ali pa da zberete moč in da enkrat za zmerom spremenite svoje življenje. Danes ne bom govorila o hrani, ker na koncu vse to jedilnike sem zapisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. Ampak govorila bom o razmišljanju. To, kar razmišljamo, kako razmišljamo. Lejte, prva zadeva je, ko smo v stresu, ko se nam dogajajo stvari, se začne nabirati maščoba na trebuhu. To je pokazatelj, da smo v stresu. Zdaj pa, kaj je treba drugače narediti, da preusmerimo svoje misli v pozitivo. In ja, o tem sem pisala v tej knjigi, ko ima življenje žur, druga polovica knjige, 200 strani, dobesedno vse govori o pozitivnem mišljenju. In prav na koncu, ko je dekodiranje za ženske, pa za moške posebej, poglejte za moške, dovoljujem si biti jaz, dovoljujem si, da se moja moškost v celoti izrazi. Pripravljen sem opustiti vse nezdrave navade, razvade in odnose. Pripravljen sem se na ljubeč način postaviti za sebe in slediti sebi in svojemu srcu. No in potem imamo tukaj naprej, na drugi strani pa za ženske. Dovoljujem, da se v mojem življenju začnejo dogajati čudeži. Vem, kaj želim in dovoljujem, da to pride v moje življenje z božansko hitrostjo. In v glavnem, pozitivne misli so najbolj pomembne. Tudi v knjigi, ko imajo hormoni žur, tukaj sem pisala o zelenem poglavju, te pozitivne misli
In ravno danes sem razlagala enemu mlademu dekletu, to dekle je prijateljica od moje hčerke. In je rekla, da je začela delati na osebni rasti, da je začela razmišljati bolj pozitivno, da je začela delati to. Veste, kako sem navdušena, da pri 20 letih razmišljajo o osebni rasti, pa to je nekaj neverjetnega. No in dejstvo je, da naša podzavest potrebuje samo 21 dni, 3 tedne, da osvoji nove misli. Zdaj pa ena stvar, dokazan je, da misli, ki so čista laž, povzročajo še več stresa, kot pa če bi bili tiho. Recimo, če se jaz postavim pred ogledalo, pa si govorim, suha sem, mi tako reče, zavestni reče, pa dajno nehaj nakladati, ker točno veš, da to ni res. Druga stvar pa je, če rečem, dovoljujem, da se odvečni kilogrami stopijo, dovoljujem, da se v polnosti izrazim jaz, v sebi opažam lepoto, dovolim si videti v sebi lepoto. In tukaj noter leta od strani 50 v hormonih, popolnoma se lahko sprostim, saj vem, da me vodi Božja roka. Ja, in to je zdaj ena stvar, v kar jaz trdno verjamem. Verjamem v to, da smo vodeni. Verjamem v to, da v življenju je vse na ključ, da moramo srečati prav določene ljudi, da damo določene lekcije skozi, da nam pritisnejo tudi na naše čustvene rane, ker dejstvo je, da te čustvene rane so tiste, ki ozavestijo, kaj imamo še za predelati. No in to mlado dekle, danes, kaj sva govorile, zanimivo je rekla, jaz vedno sem si mašila odnose, sem iskala neke odnose z namenom ali pa zaradi strahu, ker me je bilo strah, da bom sama. Pri 20 letih. Strah, da bom sama umrla. Odkod lahko 20-letno mlado dekle na začetku svojega življenja ima strah, da bo umrla sama? Jaz verjamem v potovanje duše, verjamem v to, da prinesemo določene stvari s sabo. In mogoče tudi smo bili v mnogih prejšnjih življenjih ranjeni in zato delamo oblogo okrog sebe, ker se želimo zaščititi. Ali pa druga stvar, možno je, da smo v mnogih življenjih, da smo bili lačni. In zdaj, ko imamo v tem življenju dovolj hrane, enostavno poješ preveč, se prenajedaš, čeprav zavestno veš, dosti sem pojedla, ampak hrepeniš po še več hrane zaradi tega, ker smo bili mogoče v prejšnjih življenjih pač lačni. Jaz res iskreno verjamem v to. Zdaj tisti, ki vas zanima več o tem, mogoče preberite knjigo Neskončna modrost takaških zapisov, noter nazorno piše o tem, vam pa lahko povem iz mojih prav iz moje družine. Moja hčerka je imela strah glede letenja in šli smo na potovanje, tekle so ji solze od strahu, da bo umrla. In sem rekla, če želi, ji pač naredim, pač ji pomagam. In sem naredila ji to zdravilno molitev dekodiranja in dejansko, ko je šla naslednjič na avion, se je usedla tako, kot bi se peljala z avtobusom. Res vidim, da se da počistiti, recimo, kar sem jaz zdaj v zadnjem času pri sebi čistila, je bila globoka žalost, ja, prav žalost. In žalost se skladišči dobesedno tukaj v tem predelu timusa. Globoka žalost potem vpliva in na jetra, in na žile, in na to, kako gre po telesu sama energija življenja. To in drugo zadevo, čistila sem, a veste kaj? En del sovraštva sem imela še za počistiti in to sovraštvo se pa naloži v maternico in v jajčnike. In zanimivo je prav ta globoka čustva, ki se nekam zarijejo. Prepričana sem v to, no in tudi v bistvu o tem sem tudi pisala v tej prvi knjigi, ko imajo hormoni žur, vam bom pokazala, se pravi, tesnoba, kje se skladišči? Tukaj. A je to tako? Razdražljivost, kje se skladišči? Razdražljivost v možganih. Razočaranje se tudi na tem prsnem košu. In ko smo v teh nizkih čustvih, nas dobesedno tukaj zaduši. Teža. Potem zaskrbljenost se skladišči. Če imamo glede denarja težave, se nam skladišči v spodnji del hrbtenice. Potem
maščevanje, jeza se nam skladišči v jetra. Kritika, samo kritika se za moje pojme skladišči na predel ščitnice. Ščitnica je povezana s samogovorom in samokritika je vedno povezana s tem predelom. In ko sebe kritiziramo, ko sebi ne znamo nič lepega povedati, ko sebi ne znamo reči, bravo, bejba, frajer, dobro ti gre, takrat v bistvu blokiramo dejansko ščitenco. Jeza, ravno tako kot maščevanje, se skladišči v jetra, žalost, timus in vpliva na srce, zavist se skladišči v črevesju in v želodcu. Vraževerje, strah preklopi, preplavi celo naše telo, občutek krivde. Ženske, ki imajo občutek krivde, se jim ta občutek krivde lahko skladišči v maternico ali v prsa, medtem ko moški, ki imajo kot moški občutek krivde, se jim krivda skladišči v moda, lahko tudi v prostato. Potem obup. Obup se skladišči tle gor, tilnik, teža življenja, prav tilnik in tudi samomori so pol povezani z obupom, na tem predelu. Ljubosumje se vedno skladišči na predel solarnega pleksusa, se pravi v bistvu nad popkom, ta predel, v predel želodca. Otopelost se skladišči v kosti, v sklepe, absolutno, takrat, ko ne čutiš nič več. Sovraštvo se skladišči v spolne organe in strah preplavi celo telo. Strah blokira vsako celico posebej. In danes, če gledamo, mediji vplivajo na to, da smo v strahu. In bolj kot smo v strahu, bolj imamo zastrupljeno naše telo. Dejstvo je, ko mi začnemo delati na čiščenju naših podzavestnih vzorcev. Zdaj sem prišla z eno punco do zaključka, da ona ima težave s tem, da ne želi biti, v bistvu jo je strah pred srečoma. A si lahko predstavljate? Strah pred srečo, njo je strah biti srečna. Oziroma ima prepričane, če se bo nekaj zgodil, bo sledi temu, tej sreči vedno sledi ena velika nesreča. Tako da, res zanimivo, ko mi želimo v svojem življenju počistiti stvari, ko želimo drugačno energijo, je čas, da enostavno začnemo drugače razmišljati. Zdaj pa kako začeti drugače razmišljati? Samo s tem, da rečemo nič več tega, nič več negativnega mišljenja, ne pridemo nikamor. No in zdaj, če pogledamo, tukaj imam karte, prehod v novo dobo. In bom točno eno sporočilo potegnila za vas. Tole je pomembno, ta trenutek. Jaz sem nosilka luči in sprememb. Skozi mene teče božanska svetloba, da pa lahko postanem ta nosilka luči. Moramo čistiti svetilko, je potrebno zdrgati od znotraj, je potrebno dati žalost stran, je potrebno dati zamero stran, jezo, razočaranje, vse to je treba dati stran. In kako prepoznamo vsa ta svoja čustva na ta način, da se dejansko vprašamo v svojem srcu, jaz tako preverjam pri sebi podzavestna prepričanja in se vprašam, se pravi, prva stvar, jaz sem Minka, grem naprej. Če rečem, jaz sem Lojska, grem nazaj. In potem pa naslednjo stvar rečem, v svojem srcu nosim zamero do mojega očeta, grem nazaj. Karkoli, recimo zdaj, ko sem čistila, prav jezo na moški svet, sem ozavestila, da se v bistvu ta zamera, ženska zamera, skladišči v maternico. Točno tja, kjer je ženska moč, ker s tem si zmanjšaš svojo energijo. Bom pa še eno sporočilo prebrala in ljubezen do sebe. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva, ljubim se. No in ta ljubezen do sebe, da ko greš mimo ogledala, da se pohvališ, da sama sebi rečeš, lepa si, v redu si, da se nehaš kritizirati zaradi tega, ker imaš mogoče majčken celulita ali pa zaradi tega, ker imaš mogoče boke večje kot pas ali pa če imaš trebuh večji kot, ne vem,
da se nehamo kritizirati in da začnemo vse iskati lepe lastnosti. In da se nasmehneš zato, ker si živa. No in prav ta ljubezen. V popolnosti si dovoljujem sprejeti svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemam vse stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi vse moje odnose teče ljubezen. In ta ljubezen, vsaka ljubezen se začne najprej do sebe. Zvečer, ko greš spat, se objameš in si rečeš, bejba, lahko noč. Sama sebi. Če ste moški, rečete sami sebi, lahko noč. Dejstvo je, da ko sebi rečemo, rad se imam, rada se imam, sprožimo čist drug tok energije skozi svoje telo. Ljubezen do sebe se dejansko začne s tem, ko začnemo o sebi razmišljati samo dobro. In zadnjič sem brala en intervju, kritičnost. Nihče izmed nas ni popoln, tudi na koncu koncev tale video, pa me se zatika na koncu koncev. Včasih se iščem besedo, pa bi rekla, joj, nisem zadosti dobra, bi mogla biti boljša. Ne, to sem samo jaz, nič drugega. Pač povem to, kar čutim, mogoče s tem pomagam vam. In da nehamo razmišljati, kako bi mogli biti najboljši. Zakaj najboljši? Biti toliko, mislim, vsak pove samo svoje sporočilo. In če pogledam še eno sporočilo, poštenost, resnica je ena. Vedno in povsod izražam resnico. Ravno danes sem razmišljala glih o tej resnici. To je karta 20. Sem razmišljala o splavu. In ogromno žensk, ali pa bom z druge strani povedala, ženske, imam primere, nam rekla, da je to vedno povezan, ampak pogosto je rak pri ženskah povezan prav s splavom. In jaz ne obsojam nobene ženske, ki pride do tega, ampak eno stvar, da vsaka mora samo prečistiti. In tudi, če nihče ne ve, jaz vem, moja duša ve. Nobeno dejanje ni vredno, da me bremeni. Noben odnos ni vreden, da ga tajim. Dovoljujem si sprejeti svoja resnična čustva. Dovoljujem si biti resnična. To je poštenost do sebe in to je temelj vseh odnosov. To sem zdaj prebrala iz knjigice Prehod v novo dobo, naj ljubezen napolni vaše srce. In ravno ta poštenost, danes sem razmišljala o tem, ena gospa je rodila pred kratkim in vem, da je pred tem imela en splav, pa se je odločila, da ne bo rodila otroka, da ni še čas. In zdaj s tem otročkom imajo kar nekaj težav. Zdaj tukaj ne govorim, da vsi, ki imate težave, da z otroki, da je zaradi tega, ker je bil, ne vem, splav, ker to ne moramo povezati. Ampak verjamem pa, da neka energija zaostane, prav na področju maternice. In o splavu ne govorimo, zaradi tega, ker nobena ženska ne reče, jaz sem imela 5 splavov, nekaj ponosnega. Pač to v tišini naredi in to pol nosi s sabo. Mnogokrat naredi ženska splav zato, ker ni podprta strani moškega. Naredil je otroka, potem pa prst med noge, rep med noge in enostavno se s tem ne želi ukvarjati. Tudi jaz sem bila priča, ne nazadnje, ta otrok ni moj. Sem bila poročena, veste. In to boli. To boli, ko ženska ostane sama noseča z otrokom. In mogoče se takrat odloči, da pač naredi splav, ker je takrat najboljša rešitev. In biti v miru sama s sabo, to pomeni, da sebi odpustiš. To pomeni, da partnerju odpustiš. To pomeni, da sprejmeš dejstvo, da imaš v nebesih enega angelčka, ki te spremlja. To energijo, prav splava, je potrebno sčistiti iz področja maternice, zaradi tega, ker vemo, da je to živo bitje, ki se vklepa življenje. Vsako živo bitje se tako neizmerno bori za življenje. Vemo, da če želimo muho ubiti, kako muha panično beži, da jo ne ubijemo. Če želimo komarja ubiti, a veste, ti so tu, kako beži mušica. In ravno tako otroček, ki lahko rečemo, da je šele zarodek, ampak vseeno je otroček, se bori za življenje in ta energija ostaja na področju maternice. Zato ženske,
Odpustite si, če ste mogoče naredili splav. In ena stvar, če veste za kakšno žensko, ki je naredila splav, ne jo obsojati. Zato, ker takrat v tistem trenutku je delala najboljš, kar je zmogla in bila je v stiski, zato ker je v stiski se pač odločila za splav. Ne obsojati drugih ljudi, ampak pa tudi ne sebe. Ta ljubezen do sebe pomeni, da ne obsojate sebe. Mogoče ena dobra knjiga, ki vam jo priporočam, Z roba v smrti upravi jaz, tam gor imam knjige, zaradi tega berem. In zelo dobre knjige so, je Angeli v mojih laseh, Lorna, nekaj na B. V glavnem, ta knjiga govori prav o tem, da ženska, ki naredi splav, jo spremlja angelček skozi celo življenje in ta dušica je vedela, da bo splav, da se ne bo rodila in je vse v redu. Tako da odpuščanje sebi in drugim, to je najbolj pomembno, da lahko gremo naprej. Tako da lepo se imejte, uživajte in predvsem, ja, če želite preoblikovati svoje telo, svojo dušo, svojo energijo, začnite delati na sebi, ker to je edina zadeva, ki se res na dolgi rok izplača. In potem življenje nam vrača vse tisto, kar imamo napisano na tem jumbo plakatu, kar nosimo okrog sebe, ker dejstvo je, da življenje je samo pokazatelj tega, kar nosimo v svoji duši. Tako da lepo se imejte, uživajte in predvsem imejte sebe radi.